Pozdravljeni, z vami sem Minka in ja, vam je kaj vroče. Zdaj so res zanimive temperature in sem se odločila, da vam še enkrat, da vas spomnim na sestavljanko zdravja. Danes bomo govorili večkrat bolj o hrani, o razmerju sadje, hrana in te zadeve. V glavnem, ko imajo moški hormoni žur, tukaj je recept za sestavljanko zdravja, in ko imajo hormoni žur. V glavnem, tukaj so pa nasveti glede zelenjave. In zdaj tako, prvo vam dam ponudbo. Če zdaj do konca poletja, se pravi do konca avgusta, naročite 2 knjigi, dobite, ko imajo hormoni žur, s 30% popustom. To pomeni, da to je kar precej, več kot 10 evrov prihranka. No, ne imam še. Poleg tega vam tako še kristalček dobite za srečo, zdaj v poletnih mesecih. Ja, in seveda, nad naročila nad 80 evrov je brezplačna dostava, se pravi, če vzamete 2 knjigi, imate tam okrog 50 evrov, še ene vitamine zraven, pa imate brezplačno dostavo. Pa mogoče, preden grem na to sestavljanko zdravja, ki vam jo bom predstavila, zdaj v teh poletnih mesecih, a je pametno jesti prehranska dopolnila? Ja, vam povem, da ja. Najbolj pomemben je ta trenutek, se pravi kalcij z magnezijem, zaradi tega, ker kalcij in magnezij sta vodotopna minerala in se izločata s potenjem. In vemo, da kalcij je potreben za razstrupljanje in komur manjka kalcija, mu pač telo pobira kalcij iz kosti in na dolgi rok lahko privede, pa če ne dopolnjuješ prehrano s kalcijem, privedeš svoje telo do osteoporoze. Kar pa dejansko ni krasna zadeva. Mogoče razmišljate, pa saj jaz tega ne rabim. Ja, če imate alergijo na sonce, vam manjka kalcija. Če imate krče v mišicah, vam manjka magnezija. V vsakem primeru, lejte, to so tako nujno potrebne zadeve za naše zdravje, ker to so mikrohranila, ki so potrebna za presnovo. Sploh magnezij je mineral, ki deluje na celično energijo, na ožig, na to, da se dobro počutite. No, druga stvar, kar pa jaz absolutno jemljem čez celo poletje, je pa omega 3. Omega 3 vzamem 3 kapsule na dan, se pravi, je to 1000 mg omega 3 in 1000 mg C vitamina. Zdaj pa zakaj? Zaradi tega, ker C vitamin vemo, da se izlušči iz telesa, izplavlja iz telesa tudi s potenjem, ker je topen v vodi. Hkrati pa C vitamin in omega 3 v kombinaciji delujeta na rastni hormon, na pomlajevanje, na hormon DHEA, na spolne hormone, pač dejansko na vse. Poleg tega omega 3 gradi tako kostne celice, kot možganske celice, kot zmehča vsako celico posebej. V glavnem, v vsakem primeru je to ena taka osnova. Naj vas spomnim, koda za 10% popust na moji spletni strani srečnoživljenje.si je zdravje. Tako da to jo lahko koristite vedno in imate 10% popust. No, zdaj pa pejmo na tole sestavljanko zdravja. Se pravi, jaz imam tukaj 3 kozarčke pripravljene in od spodaj bomo dali za podlago grški jogurt. Grški jogurt, jaz ga kupujem z 2% maščobo, ne več. Vemo, da grški jogurt ga dobite tudi z 10% maščobo. In vam povem, da ta grški jogurt, ki je slasten, ampak ima več maščobe v sebi kot smetana. Tako da pač jaz uporabljam tega z 2% maščobo, je to še v redu, več kot to je pač preveč. No, tako da grški jogurt, takole, no, pa gremo naprej. Vidim, da sem pozabila pripraviti še navadni jogurt. Zdaj, za vse tiste, ki mogoče ne jeste jogurta in razmišljate, kaj ne pa jaz namesto jogurta, ker ne uporabljam mlečne izdelke, mogoče lahko dobite kakšen jogurt brez laktoze, lahko mogoče tudi kozji jogurt. Boste videli, kako se boste navadili na ta okus, drugače pa recimo pač rabimo nekaj gostega. No, zdaj pa kako bomo zgostili še dodatno, dali bomo od spodaj čija semena. No, čija semena, tako za 1 žlico približno, ker čija semena, tudi če boste dali za osnovo od spodaj, recimo mandljevo mleko, ko date čija semena, čez bojo tako čija semena pobrala to tekočino. No, potem imam pa tukaj domače borovnice, zadnjič mi jih je ena krasna gospa
prinesla, mi jih je nabrala. Jaz jih letos nisem nič nabirala. In mi jih je gospa Frančiška nabrala eno kozico in moj oče mi jih je nabral. Tako da v glavnem me čakajo doma v skrini. No, tako da je super. No, lejte, kar nasula sem, se vam bom pokazala. Lejte, borovničke, takole. Lejte, takole zdaj pride jogurt od spodaj, borovnice. Zdaj bomo pa čez dal nekaj dobrega in to je med. Zaradi tega, ker med je naravno sladilo, lahko ga uporabljate tudi zdaj v poletnih mesecih, ne se bati, da se boste od medu zredili. Bolj je problem v teh poletnih mesecih, če uporabljamo pač sladoleda, ne. Sladoled ima zelo visok glikemični indeks, tega se moramo zavedati. In najboljše je, če jeste sladoled skupaj z kavo, kava je beljakovina, in dosežete srednji glikemični indeks je potem okrog 20. Če pa jeste sladoled kot samostojni obrok, lejte, vas bo enostavno napihan. In imate tako občutek, da ste zabuhli, da ste se zredili med poletjem in tako naprej. Tudi sadje, ne? Kislo sadje, recimo kot so borovnice, to lahko uporabljate, kakor hočete. Pa limone, pa maline, pa jagode, pa ameriške borovnice. Tega lahko uporabljate, kakor hočete. Problem pa je, recimo, lubenica. Lubenica ima pa glikemični indeks okrog 70. In je tako, kot da bi jedli torto. No, seveda, lahko jeste lubenico, da se razumemo, ampak ne pozabite, preden jeste lubenico, popijete en deci jogurta, ali pa pojeste 2 žlici skute, ali pa pojeste eno pest mandljev, se pravi, potrebujete beljakovine in potem sladkor ostane v ravnovesju in se ni za bati, da bi dejansko sladkor vam narastel in da se začnete zaradi tega rediti. No tako, zdaj bomo pa čez prelili še navaden jogurt, tako da v glavnem jaz ga kupujem z 1,3% maščobe, tako da tole pa je zdaj navadni jogurt čez prelit, takole, in čez vse, mečkam imam še, morala kupiti, mečkam imam še doma zaloge cvetnega prahu in to je pa ena stvar, ki jo dejansko ves čas uporabljam. In dejansko bo treba iti tole nabaviti. Vam bom pokazala, kako ta sladica izgleda in to je toliko dober. Ampak to je toliko dober, da takole izgleda. Se pravi, grški jogurt, pa je tukaj noter čija semena, potem med se dejansko ne vidi, potem jogurt in na vrhu zlata zrnca cvetnega prahu. Tako da zdaj bom to pustila. Zdaj je toplo, itak se bo to hitro stalilo. Zdaj pustiš 2-3 urce in lahko postrežeš, če se vam pa mudi. Ni pametna uporaba, ampak vseeno, če se vam mudi, da dobite neke goste, želite zdajle postrežiti, date borovnice samo predhodno, preden jih date noter v mikrovalovno pečico za 2 minutki, to da se odtalijo in potem lahko normalno sestavite to skupaj. Nikakor pa ne dajati v mikrovalovno pečico cvetnega prahu, medu, to enostavno ne paše noter, zato ker vemo, da mikrovalovna pečica spremeni strukturo. No, tako da v glavnem to zdaj čaka, to bo popoldanska sladica. Krasno, to sem pripravila, sestavljanka zdravja. To imate v knjigi, ko imajo moški hormoni žur. No, zdaj pa gremo na zdravo prehranjevanje, načelo srednjega glikemičnega indeksa, sadje, zelenjava. V glavnem, v razmerju bi mogli pojesti 4-krat več zelenjave kot pa sadja. Ampak vemo, da sadje je sladko, nam paše, sploh recimo zdaj lubenica. Jaz to živim, rada imam melone skupaj s pršutom, je to wow. Lansko leto sem jih imela na vrtu, letos jih nimam, imam tam pač bučke posajene, ampak imam pa ogromno kumar. In prav kumarce, recimo, take ali drugačne, lahko so vložene, lahko so z vrta, lahko so sveže. Kumarce so dejansko zakon. Zdaj pa zakaj? Ker vsebujejo ogromno količino kalija. Kalij pa preprečuje zatekanje v telesu, poleg tega imajo vse osnovne vitamine in minerale, vsebujejo tudi karotenoid,
karotenoid je zeleno barvilo, to zeleno barvilo pa deluje na zdravje oči, na zdravje kože, na pigment, proti pigmentnim madežem. Tako da zdaj, če gledamo 4:1, 4-krat več zelenjave kot pa sadja. Pa rečemo, kaj to pomeni za zajtrk, začnem zelenjavo. Ja, lahko. Za zajtrk pojeste eno kuhano jajce, recimo. Jaz, ker imam zdaj domače kokoške, je tako, sem odkrila, koliko so boljša domača jajčka, ampak res tako, zdaj, ko so pač naša. In vam povem, da jajce ima vse toliko B-vitaminov, toliko dobrih sestavin. In recimo lahko skuhate jajce, jaz dam jajce samo v hladno vodo, 10 minut kuham in nastane pač mehko kuhano jajce. Ga prerežete, date noter, date čez sol, poper, ampak zdaj pa zraven zelenjavo. Zaradi tega, ker če ne date zelenjave zraven, pa da boste samo kruh jedli, bo lahko prevelika količina ogljikovih hidratov naenkrat. Tako da date zraven zelenjavo, kakšno papriko, lahko popečete bučko. Če to naredite recimo kot lahko kosilo, imate do tukaj gor hrane. Sploh ne rabite drugega. No, v glavnem, pojmo zdaj na tele, ko imajo hormoni žur. V rumenem poglavju od strani 100 naprej sem govorila o glikemičnem indeksu in dejansko noter boste videli vse, kar je pod 35, tega lahko jeste, kakor hočete. Edino pravilo je, jejte na 2,5 uri. Vmes lahko pijete, nikakor pa ne smete jesti. No, v glavnem, in vse, kar ima višji glikemični indeks od 35, kot so recimo hruške, ali pa recimo jeseni, ko bo mošt, suhe marelice, dobro, zdaj jih ne jemo sveže, sladoled, okus vanilija, recimo 40, moramo biti pozorni na to, da jemo v istem obroku nekaj od beljakovin. Se pravi, lahko si date sladoled v kavo, lahko pa ne nazadnje naredite eno tako jogurtov sladoled in date vaniljev sladoled, pa čez prelijete z jogurtom, zmešate in nastane tako ena krasna osvežilna zadeva. No, potem, če gremo pa nižje, recimo borovnice, tukaj je sicer 25, ampak borovnice so skoraj brez sladkorja, avokado, gobe, por, redkev. To je vse dejansko brez sladkorja in tega lahko pojeste, kolikor hočete. Da razumemo, lahko pojeste tudi ribe, kolikor jih hočete. Jaz sem zadnjič pripravila, dejansko so mi moje hčerke rekle, joj, mami, kdaj si ta zadnjič naredila ribe? No in potem sva z mojo hčerko Saro poklicali v Novo Gorico, v ribarnico, zaradi tega, ker tukaj Sežani imajo samo morske ribe. In sva šle po soško postrv. V glavnem, te soške postrvi, jaz sem prej že kopala postrvi in od doma smo jedli vedno postrvi. In imam en velik pekač, tak za odzunaj, in tam noter, da narediš postrvi, pač božanske so, res super. Na isti način sem potem orade naredila tudi, tako da v glavnem to v tem uživam. Potem lososa kupujem kar zmrznenega, no ali pa tudi svežega, pa ga pripravim skupaj z limono in z vinom. Ta recept sem dala v knjigo, ko imajo čakre žur, samo to, da malo pobrskate. Pa naprej, recimo, zdaj mi nismo glih ljubitelji kruha, ampak načeloma, če bi bili, bi pekla beljakovinski ajdov kruh. To predvsem čez zimo mi bolj paše, ker v teh vročih dneh pač kruh tudi, če ga ne ješ. Tako da v glavnem, res poskusite, ker lahko jeste vse, držite se pa samo tega. Na 2,5 uri do 3 ure vmes nič, lahko pijete kavo, pijete brezalkoholne pijače, zdaj se pa dajmo dotakniti samo še majčken piva. Kaj pa pivo? V vročih dneh mnogi ljudje jim paše en kozarec mrzlega piva. Pivo ima glikemični indeks 110 in to je tako, kot bi si takole noter v žilo dajo direktno sladkor. Pač ne. Ampak zdaj mogoče pomislite, kaj to pomeni, nikdar več nobenega piva. Lahko, ampak pred pivom je potrebno pojesti, ne vem, date sir, kar gor na sir naložite pršut, zvedete skupaj in pojeste.
Zato, ker rabite beljakovine prej, zato da sladkor ostane v ravnovesju. Če boste na prazen želodec pili pivo, vam bo zrasel pivski trebuh in se boste zredili pač v trebuh in tudi shujšati pa zlepa ne morete. No, da se razumemo. V trebuh se shujša, klin se s klinom zbija, se pravi potrebujete dobre maščobe, omega 3 in potrebujete C-vitamin. No, to je to. No, pa če prelistam naprej knjigo, ko imajo hormoni žur, kaj se zgodi v telesu, če za zajtrk pojeste banano, kiwi in pomarančo, se pravi sadna bomba za zajtrk. Dejansko se zgodi, da vam sladkor močno naraste in čez približno 1 uro vam pade energija in potem dobite informacijo, nekaj sladkega in pol seveda iščete nekaj sladkega, recimo sladoled. In tudi v večernih urah, če jeste sadje, se bo zgodilo, da vaše celice se bojo zaklenile za naslednjih 5 ur in to pomeni, da zlepa pač enostavno se počutite slabo, mogoče celo spati ne boste mogli. V glavnem, to pomeni, da lahko jeste pač limone, pijete limonin sok, grenivke. A vam nekaj povem? Jaz sem letos kar precej imela koromača. In koromačeva solata, pač koromač zdaj režem vsako solato, karkoli že, ampak koromačeva solata skupaj z avokadom, z rukolo in z grenivko. To je tako dobro. To je tako dobro, pa tako svežilno. Tako da lahko date, recimo, če še kakšen fižol ali pa čičeriko skuhate in boste videli, nastane taka hladna solata, ki vam bo napolnila želodec, napolnila brbončice, predvsem boste pa imeli ogromno energije. No, tako da o tem receptu sem pisala v knjigi, ko imajo čakre žur. Lejte, čistko, če še nimate, ko imajo čakre žur, pri meni jo še vedno dobite z znižano ceno. V trgovinah je zdaj za 36 evrov, pri meni jo dobite za 33,90 in dejansko še vedno eno knjigo dobite s 30% popustom. Tako da lahko zbirate, kje oddate naročilo, najbolj enostavno je, napište mi mail, ni treba preko spletne trgovine, napište mi mail minka@srečnominuzivljenje.com in napište, katero knjigo bi radi, naslov, telefon, pa vam jo bom poslala. Je prav? Tako da v glavnem, ker mnogi imate verjetno že knjigo, ko imajo hormoni žur, pa mogoče nimate še čakar in tam noter je ogromno takih dobrih receptov, ker sem kar precej energije, časa, prostora posvetila tudi temu centru, ki je povezan s solarnim pleksusom, s trebušno slinavko in po drugi strani z jetri. Se pravi, ta predel, ki je potreben za predelati hrano, energijo, pa za razstrupljanje. In kdor ima težave s solarnim pleksusom, ga velikokrat boli želodec, ima težave s sladkorno boleznijo tipa 2, ima težave z jetri, z razstrupljanjem, z žolčem. Tako da v glavnem notri seveda tudi pišem o tem, kako je pametno jesti tele brinove jagode, da si pomagate pri želodcu in še mnogo drugih nasvetov za zdravje. Tako da vidim, da pri meni tamle od zadaj Lili hod. No ja, mačke so povsod. Tako da v glavnem to je to. In zdaj, če pogledam zdaj še naprej, telo potrebuje 5 obrokov na dan, ne pozabljati na to. In tukaj imate res ogromno nasvetov, kaj je za zajtrk, kaj je za kosilo, kaj je za dopoldanski mini obrok, popoldanski mini obrok. Recimo tukaj ananas. Ananas ima ravno tako zelo visok glikemični indeks, ampak če predhodno popijete jogurt ali pa če si pripravite recimo tudi za zajtrk, par rezin ananasa, pa date skuto malo posolite, date malo popra, nastane tako dober zajtrk, dobrega okusa, poskusite, kako dobro se kombinira prav ta kombinacija z ananasom. No, potem pa tukaj večerja za hujšanje, za izdelavo rastnega hormona. Tako da v glavnem ne vas spomnim, pejte odpreti to knjigo, ko imajo hormoni žur in boste videli, kako se boste dobro počutili. Sploh, če vam zdravje trka na vrata.
da zadnja leta, da je vaše zdravje začelo iti navzdol, mogoče pa bi bilo treba kakšno stvar spremeniti. Tako da, gremo še na kakšno pozitivno sporočilo. Tukaj le imam jaz karte, ker sem si sama prerokvala, samo mečkem bomo šli. No, tako, sem vzela ušutove karte, da vidimo, kaj vam sporoča stvarstvo zdajle, kaj je za vas res pomembno. Čutam, ti, ki tole poslušaš, izredno svetla duša. Mogoče si se ujela v neko zanko, ki jo je treba razrešiti. Zanka, jaz samo prevajam, kar je zanka ugajanja. Komu želiš ugajati, od koga želiš pohvalo, od koga pričakuješ pohvalo. Pač ena stvar, kar te stvarstvo uči, je to, da je čas ljubezen do sebe. In ko imaš to ljubezen do sebe, takrat ne pričakuješ več od nikogar, da te odobrava, ker enostavno ti veš, kdo si, in ti veš, da si boginja ljubezni in da ne potrebuješ, da ti nekdo govori, da si lepa, krasna in tako naprej, ampak to lepoto lahko najdeš v sebi, kar jo imaš. No pa da vidimo še karte. Ja, čas je za tvojo celovitost. Čas je, da pogledaš tudi temne dele sebe, da pogledaš, kaj te bremeni, da lahko pač to napolniš svetlobo. In dejstvo je, da ljudje ti kažejo projekcije, ti bom kazala karte, dalje prišla, ta je ta prva, se pravi, čas je za notranje ravnovesje. Ampak ljudje, ki so okrog tebe, ti kažejo projekcije, se pravi, se moraš vprašati, kaj se jaz učim skozi to projekcijo, kar opažam pri drugih. Če mi nekdo ne da pozornosti, verjetno imam jaz nek primanjkljaj pri sebi in je čas, da jaz to ljubezen najdem v sebi. Očitno je vse skupaj povezano z bremenom tvoje družine, ker poglej, breme, ki ga nosiš, nekdo ti kikirika, nekdo ti ukazuje, nekdo ti govori, kako bi ti mogla, kako ne bi mogla, kaj se spodobi pa in kupaj tih bedari. Pač, čas je, da tole odvržeš, ker mogoče zgledaš tako kot tale od spodaj. Poglej si slikco, prosim. Izžet, ne more več. Pač, daj odvrtiš tega petelina dol, pa to mamo, pa te čipke, pa ves ta sranje in enostavno zadihaj. In ja, vse to je povezano s tvojimi preteklimi življenji. Ker očitno si v tolikih življenjih že pogrnila, nisi zmogla narediti koraka in zdaj je očitno čas, da rečeš, a tako govorim, ko mislim, kova sebe, pač ne mora več. Dajte to noter, aj prav. No, in ja, mogoče je čas za ledeno osamo, kar je sicer dobra zadeva, da se stopi kakšna zadeva, kakšna žalost in da gremo naprej. No, zdaj bi pa rada videla, kam boste šli, kam greš. Sodelovanje z ljudmi, rešila se boš izžetosti in postala boš ustvarjalka, čas je za tvoj lasten obstoj. Dve karti sta ven prišle, ki sta povezane z okvirjem. Vidiš? Okvir. Pač odlašanje, pa oklepanje preteklosti. Imaš nek okvir, ki si ga že zdavnaj prerasla. Tega ne rabiš, ta okvir te bremeni. Zanimivo, ta ženska je napravljena v črtasto pižamo. Se pravi, to je tvoj zapor. Pač dovolj, ker vse to ti povzroča izžetost. Poglej spet tega človeka, isti kot tam, ki je preobremenjen, ne zmore več. No, zdaj pa greva naprej. Čas je za sodelovanje, ampak gre se tudi za to sodelovanje v tebi noter, da povežeš tvoje dele, tvoje energije skupaj. In takrat, ko ne moreš več, enostavno rečeš, ta trenutek kličem nazaj vse moje energije, vseh smerih časa in prostora. Lahko to uporabiš z zdravilno molitvijo dekodiranja in boš videla, kako se ti bo stanje spremenilo. In ja, ustvarjalka si. Iz svoje moči ustvarjaš. Ampak če so svojo moč pač pustiš v nekih odnosih, kaj lahko ustvarjaš? Pač razen izžetosti, nemira, ne moreš deliti drugega kot to, kar pač imaš v sebi. Tako da očitno je čas za tebe. Poletje je tako krasna energija, pač enostavno za kakšno stvar reci dovolj.
In to je to sporočilo, pa začni skrbeti zase z ljubeznijo, da ta način, da najprej nahraniš svoje telo, potem boš pa lažje zmogla. Mogoče kakšne vitamine vzem. Tako da uživaj, vse dobro ti želim in ja, še to moram reči. To, kar boš čistila, zdravilna molitev dekodiranja dela čudeže. In spodaj bom dala povezavo za portal, kjer so vse meditacije, ki jih delam v okviru mojih programov. Meditacija za več osebne moči, meditacija za odpuščanje. Jaz sem zdaj začela z novo skupino poletne šole in ženske pravijo, da dejansko že samo z meditacijo za odpuščanje občutijo več moči, več zadovoljstva, več sreče, večji notranji mir. Samo z eno meditacijo, pa smo šele na začetku. Danes se bomo ukvarjali s spodnjo čakro, ukvarjali se bomo s preteklimi življenji, zapisi, tudi korenine družinskega debla. Danes bo zanimiva energija. Kdo v resnici si? S tem se bomo danes ukvarjali, tako ful se veselim. Uživajte, vse dobro in ja, ne pozabite, vi ste krmar svojega življenja in če vas ta trenutek življenje nosi sem pa tja, ja, mogoče ste pa pozabili krmart. Čas je, da prevzamete krmilo in boste videli, da marsikaj se bo izboljšalo. Uživajte!